Pozdravljeni v družbi Radia Robin, spoštovani in spoštovane. 8. februarja se torej obeta dogodek, kakršnega v Novi Gorici, pa tudi v Sloveniji z področja kulture še ni bilo. Po 8 letih trdega dela bo torej kmalu napočil čas, da se domačinom in obiskovalcem pokaže ta zgodba brezmejnosti. O otvoritveni slovesnosti Evropske prestolnice kulture je namreč govora. O tem smo že marsikaj slišali, zanimajo pa nas tudi še druge podrobnosti, zato sedaj z mano pozdravljam tukaj v studiu gospo Mijo Lorbek, direktorico Zavoda Go 2025. Dobrodošli. Brezmejno pozdravljeni. Poglejva nekoliko v ozadje te prireditve. Kaj vse se je denimo potrebno organizirati, na kaj morate paziti, ko dogodek takole hkrati poteka, skoraj dobesedno hkrati, kaj ne, v dveh državah, ne samo v dveh mestih. Vemo, meje so padle že leta nazaj, ampak zakonodaja pa je še vedno različna. S čim se srečujete pravzaprav pri organizaciji, pri vsakodnevnem delu? Res je, medtem ko smo prebivalci in ustvarjalci že presegli te meje v ustvarjanju in v domišljiji in tudi v glavah, obstajajo meje na papirju, seveda v zakonodajah različnih načinih delovanja, različnih pravilnikih in seveda varnostnih zahtevah. Zato je pravzaprav organizacija takšnega celodnevnega čezmejnega dogodka izjemno zahtevna, zahteva veliko usklajevanj, skoraj 1 leto se že čezmejno usklajujemo glede podrobnosti po tistemu, ko so bili zaključeni že programi. Recimo, zanimivo je, da smo se tudi skozi ta proces veliko naučili. Evropa nas spremlja z zanimanjem, že sedaj so nam napovedali to zgodbo, boste pripovedovali še leta potem. Zanimivo je pa, da smo se tudi sami dosti naučili. Nekje smo pričakovali večje zaplete, večje kompleksnosti, kompleksnejšo birokracijo na italijanski strani, nekje na slovenski, pa vendar temu ni tako. Na določenih področjih je bolj enostavno na slovenski strani meje, določenih pa na italijanski. Recimo en primer tako. Dober primer je tak, ki je tudi na očeh voznikom, ki se vsakodnevno pripeljejo v službo, so postavitev krožišč. V Sloveniji zaradi varnosti in zahtevne zakonodaje to predstavlja precej daljši proces s preverjanji, kar je tudi prav. Ves čas se meri tudi, kako bi morda postavitve v krožiščih vplivali na varnost prometa, pa seveda tudi vremenski vplivi. Zato je tukaj precej daljši postopek. Recimo ta na italijanski strani ni zahteven dejansko, kot nam je povedal gospod župan iz Gorice v Italiji. Pravzaprav župan reče, jaz bi imel tole tudi tukaj in postavi. In se zgodi. Govoriva pa o postavitvi napisov, ne, na obstoječa krožišča ob upadnicah v mestu, se pravi napisov Go 2025, tako da bodo gostje, domači in tuji takoj vedeli, da prihajajo v pravo mesto. Se pravi, povedati pa morava tudi, da obiskovalci otvoritvene slovesnosti ne bodo ne lačni, ne žejni, kaj ne. Dogajanje je 14 ur dolgo, poskrbeli ste tudi za to. Kje bodo stojnice s hrano, kaj se obeta in še eno posebnost imate v rokavu, kaj ne? Tako je, kot se za naše čudovite kraje spodobi, smo poskrbeli tudi za to, kot je že vključeno v uradnem programu, da predstavimo tudi našo bogato ponudbo enogastronomije ob seveda bogati kulturni ponudbi, tako da bodo stojnice s hrano skozi ves dan tako na Travniku v Gorici, torej na Piazzi Vittoriji in na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Prava pojedina se pa obeta po uradni slovesnosti, po umetniškem spektaklu z okusi brez meja v organizaciji območne obrtne zbornice Nova Gorica, kjer bomo lahko dobesedno okusili svetovno premiero goriškega njoka. Svetovno premiero. Kaj je tako posebnega na tem goriškem njoku, kakšen bo torej? Najprej ne povem, da me resnično veseli, da je ta zgodba brezmejnosti, kreativnosti naših krajev spodbudila tudi vse ostale k ustvarjalnosti, tudi na kulinaričnem področju in da so
se potrudili prikazati to našo zgodbo avtentičnosti, tudi na področju enogastronomije, tako da je goriški njok seveda skozi zahteven postopek, ki je imel za to celoten odbor, pripravil njoke, ki so sestavljeni iz lokalnih sestavin na tradicionalen način in pravzaprav združujejo znanja naših kuharskih mojstrov. Nekaj, kar gotovo mi poznamo kot domačini, ampak v svet bomo ponesli te pristne okuse, domačo tradicijo. Prodajalo se bo tudi borderless pivo, kaj ne? Verjetno bo še nekaj takih zanimivosti. Kaj več o tem, pa tudi o varnosti, o vseh teh protokolih, ki bodo potekali na dan otvoritve Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, pa poveva po naslednjem glasbenem predahu. Kmalu sva nazaj. Velike prireditve, kakršna bo otvoritvena slovesnost Evropske prestolnice kulture 8. februarja v Novi Gorici, zahtevajo tudi ogromno priprav, varnosti, prihajajo visoki gostje. Mija Lorbek, v javnosti se tudi sliši nekaj pripomb, zakaj na prizorišče, ko bo uradna otvoritev na Trgu Evrope, ne more tolikšno število občanov. Vemo, da pač vsem je namenjena prireditev na travniku pred mestno občino Nova Gorica, pa vendarle, zakaj omejeno število ljudi na Trgu Evrope in zakaj se morajo posebej prijaviti, da dobijo to brezplačno vstopnico? Tako je. Ob vsem ostalemu smo tudi Evropska prestolnica kulture, ki bo na otvoritvi gostila enega najvišje število tujih političnih gostov, kar zopet prinese določene varnostne ukrepe. Tukaj jih pravzaprav zahtevata kabineta 2 predsednikov, torej zopet čezmejno usklajujemo tudi na področju varnosti. To ima seveda za posledico to, da so strožji ukrepi in pa tudi varnostni pregledi ter omejeno število gledalcev. Trg Evrope je tudi zaradi majhnega prostora, kaj ne? Trg Evrope je precej majhen prostor, poskusili smo dobiti čim boljše ravnovesje, tako da si lahko uradno slovesnost zgovori ogleda čim več ljudi, vendar pa je število omejeno, zato bodo na prijavi se lahko prijavljali občani do zapolnitve mest. Vendar smo pa poskrbeli in tudi največje število pričakujemo ob 16. uri na travniku pred občinsko palačo. Tudi tam priporočamo hitri prihod, saj bodo varnostni pregledi, ki jih zopet zahteva varnost visokih gostov. Ravno zaradi tega, da bi pa čim več in čim bolj nemoteno praznovali, se tudi po uradnem delu prizorišča, zabava in okusi brez meja in prizorišča odvijajo zopet na 5 trgih obeh mest. Ki bodo trajali pozno v noč, kaj ne? Ki bodo trajali pozno v noč, ja. Tako da prebivalce se že vnaprej zahvaljujemo za brezmejno strpnost in potrpežljivost in seveda verjamemo, da bodo pokazali gostoljubje tudi naših krajev vsem, tako visokim političnim gostom kot obiskovalcem iz Slovenije, Italije, Avstrije in drugod iz Evrope v našem dnevu 8. februarja. Kar 12 kulturnih ministrov iz Evrope prihaja, kaj ne, med drugim? Tako je. Pomembnost tega dogodka tudi za evropski prostor, pomembnost tega kulturnega dogodka in samega slogana Gremo brezmejno, go borderless odmeva daleč preko naših meja. Moramo zopet poudariti, da smo ena izmed zgodb, ki je sicer zahtevna, ker ni lahko usklajevati vsega, ampak zaradi tega toliko boljša. Saj poznamo pregovor, sami pridemo hitreje na cilj, skupaj pa pridemo dlje. Tako je. In ko že omenjava te visoke goste, nas zanima še kakšno ozadje, morda s čim jim boste postregli, kaj bodo oni jedli, bodo iz Nove Gorice domov ponesli kakšen poseben spomin, bo morda pri njih doma dišalo po vrtnicah. Tako je, skušamo pričarati občutek tega našega avtentičnega brezmejnega območja, kar se da enak vsem, tako visokim gostom kot prebivalcem, tako da bodo pravzaprav vsi okušali podobne naše lokalne specialitete. Visoki gostje pa si bodo domov lahko odnesli izdelke, ki so nastali v okviru uradnega in spremljevalnih programov, tako da bo tukaj vse od liofiliziranih vrtnic, ki so nastajale skozi uradni
razne programe Prihodnost hrane do knjig in drugih izdelkov, ki so tukaj nastali. Še to lahko poveva, da se bo odprla tudi začasna trgovina z vsemi spominki, majicami, kapami in podobnimi zadevami v našem komunikacijskem centru, tako da za tiste, ki si bodo želeli odnesti domov darila in spomniti domače, prav na ta posebni dogodek bo poskrbljeno tudi tam. In tako ženski, zaupajte nam, v kakšno opravo se boste vi odeli na dosedanjih dogodkih, kjer ste predstavljali Evropsko prestolnico kulture, ste se predstavljali v tej soški barvi, soško-smaragdni barvi, ki je tudi barva Evropske prestolnice kulture. S čim nas boste presenetili na otvoritvi? Tako, ja, pravzaprav se širi šala, da moram zaprositi marketinški oddelek za odobritev, če nimam turkizne barve, ki je naša celostna podoba, in mi odobrijo v primeru, če se oblečem v uradni program Evropske prestolnice kulture. Torej, lahko razkrijem, da bom nosila kot danes organske izdelke trajnostne mode Mateje Benedetti, ki je del prijavne knjige in uradnega programa, in njen modno revijo popolnoma izdelano iz trajnostnih materialov lahko pričakujemo v Novi Gorici tudi septembra. Tako da komaj čakamo oboje. Hvala za sedaj. Spet si bova vzeli nekaj predaha, nadaljujeva kmalu. Odprtju Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici 8. februarja je govora z gostjo Mijo Lorbek, direktorico zavoda GO 2025. Gospa Lorbek, povejte nam, zanimanje javnosti je veliko, kaj pa medijske hiše, koliko jih pričakujete na tem dogodku? To bo tudi en velik logistični zalogaj, kako vsem ustreči pri tem, kar potrebujejo. Ja, tukaj moram posebej pohvaliti oziroma izraziti veselje v sorazvijanju zgodbe o brezmejnosti skupaj seveda z vami, domačimi mediji najprej. Veliko zanimanja pa smo poželi tudi pri tujih medijih, tako so o nas poročali že vsi od Guardiana, CNN, Travel, BBC, Süddeutsche Zeitung, Il Sole 24 Ore in še več jih pričakujemo v času otvoritve. Samo v parih dneh od odprtja akreditacij se jih je prijavilo že več kot 80, zaprejo pa se šele tik pred zdajci. Tako. Pravite, veliko medijev se zanima, veliko bo tega vzdušja v Novi Gorici. Kako je bilo recimo v Kemnicu? Ne moremo še primerjati naše otvoritve, ampak prihajate od tam z neko izkušnjo. Ja, organizatorji Kemnica 2025, ki so Evropska prestolnica kulture skupaj z nami, so naši veliki prijatelji, tako 5 programskih projektov razvijamo skupaj, kot tudi občine sta se pobratile skozi strateške projekte in načrtujeta sodelovanje še po Evropski prestolnici kulture. Tam smo se imeli odlično. Mesto, ki sicer velja za dokaj zaspano, je pritegnilo veliko število obiskovalcev, vzdušje je bilo odlično, polno ponosa, prikazali so pa seveda od začetka nekaj uradnega programa, potem pa v uradni slovesnosti veliko glasbe in dogajanja tudi na različnih trgih mesta Kemnic, ki je pa moramo povedati vse 5-krat večje od našega, tako da smo mi ena izmed seveda tudi najbolj kompleksnih Evropskih prestolnic kulture zaradi naše čezmejnosti, pa tudi ena izmed najmanjših. Tako, in skupaj z vami vsi držimo pesti za lepo vreme. Ste pripravljeni na scenarij B? Česa ne sme biti, poleg dežja seveda? Tako je, kot vsaka organizacija takega velikega dogodka se pripravlja tudi kontingenčni plan. To zahteva tudi strokovni svet, imenovan strani Evropske komisije, ki nas je skrbno spremljal in na koncu tudi zelo dobro ocenil. To moram še povedati, da na Trgu Evrope prejmemo tudi plaketo za nagrado Melina Mercury strani Evropskega komisarja za kulturo Mikalefa in del razloga za to nagrado je tudi seveda
plan, kako postopati v določenih primerih. Kar se pa tiče vremena, pa nas ne bo nič presenetilo. Mi pravimo, da v primeru otvoritve dež odpade. Pravzaprav vse otvoritve Evropskih prestolnic kulture potekajo skoraj da v vsakem vremenu. V 40 letih se je samo enkrat pripetilo, da je bilo treba otvoritev odpovedati. In kaj je botrovalo temu? To se je zgodilo na Irskem, ko je bil napovedan čezoceanski orkan in je bilo odpovedano zaradi varnosti. Naši prijatelji v Reki so imeli otvoritev v močnem dežju, tudi pri nas. Dež ne bo razlog za odpoved otvoritve. Morda bi se to zgodilo le v primeru zelo močne burje, ko bi bila ogrožena varnost obiskovalcev. Burja ne sme pihati, pika. Tako, držimo pesti, se pogovarjamo tudi na Sveti Gori za pogajanja za dobro vreme. Odlično, vsaka veza pride prav, kaj ne. Še to moramo povedati, prireditve bodo tako v Italiji, se pravi v Gorici, kot v Sloveniji, v Novi Gorici, bo poskrbljeno za prevode uradnega dogajanja. Kako bo s tem? Ja, naša Evropska prestolnica kulture je seveda gremo brezmejno in daje velik poudarek na jezikih, na rabi jezikov. Pravzaprav so vse naše publikacije, tudi naš časopis. Ki je svež, kaj ne? Ki je pravzaprav svež in vas je že pričakal v nabiralnikih v Novi Gorici in Gorici, kjer lahko pogledate še poglobljena ozadja posameznih programov in podrobnosti. Tudi ta je v 3 jezikih, kot bodo tudi vsi naši dogodki. To je velika prednost, velika zanimivost tudi za tuje goste, pa seveda zagotavlja večje razumevanje, večjo dostopnost, tolmačenje bo prilagojeno tudi za znakovnim jezikom na osrednji prireditvi in umetniškem vrhuncu, tako da na to smo bili res posebej pazljivi, na to raznolikost in bogatstvo jezikov v našem brezmejnem prostoru. Ranljive skupine pa tako ali tako vključujete tudi v programu, kaj ne, prav eden izmed njih je recimo, če omeniva taktilna galerija, ki se pripravlja, ki nastaja v sklopu Evropske prestolnice kulture, tako da tako slišali smo, česa ne sme biti, se pravi slabega vremena ne bo, sva rekli, kaj ne, gospa Lorbek, kaj pa si želite in kako želite, da bomo čez eno leto recimo ovrednotili to Evropsko prestolnico kulture? S kakšnimi mislimi jo podajate na pot? Ja, želimo si, da bi ljudje v čim večjem številu obiskali prireditve, razstave in dogodke, da bi v njih brezmejno uživali in na nek tak prijeten način razumeli, zakaj je tako potrebno sodelovati, tudi če se ne strinjamo z interpretacijami zgodovine, tudi če imamo težko zgodovino, morda skozi umetniške, kulturne in druge oblike to, kdaj lažje dojamemo skozi osebne zgodbe, o tem govori tudi naš projekt EPIK. In da bi bilo to nekako naša zapuščina, naš legacy, ki bi ga prenesli lahko tudi Evropi, da kljub težki zgodovini, kljub razlikam, lahko soustvarjamo projekte za boljšo prihodnost naših otrok. Tako da projekt se pravzaprav ne bo zaključil decembra letos z zaključkom Evropske prestolnice kulture. Gospa Lorbek, najlepša hvala za ta pojasnila in vsi skupaj z vami držimo pesti. Srečno želim. Hvala, se vidimo.